Gospod Kovačič, vesti, jaz bi vas poprašal takole, če bi Drago Kos, predsednik komisije, odstopil, bi se še vedno vložilo ta zakon? Ja, še to bom povedal. Poglejte, mi se moramo tudi primerjati z Evropo, še bolj pa z Evropsko unijo. Pojmo pogledati v države Evropske unije, kje imajo takšno ali podobno komisijo, ki se ukvarja s takšnimi ali podobnimi pristojnostmi, ki so tukaj določene. Mislim, da je samo v eni državi Evropske unije nekaj podobnega, ne moram reči enakega, ker enako ni, ampak nekaj podobnega. Posod drugod takšne vrste komisije tako zasnovane ni. Ni. Lahko primerjalno gremo skozi vseh 27 držav Evropske unije. Bi vas pa še tako vprašal, če lahko. Govorili ste o neodvisnosti in spoštovanju na nek način komisije, kakor tudi računskega sodišča, na katerega bi se preneslo pristojnosti 90% nekako. Ampak zakaj potem se ne upošteva odločb zdajšnjega računskega sodišča, primer Podobnik, naprimer, tukaj se tudi govori, da se ne spoštuje volje računskega sodišča, se pravi, da ni upoštevano. Kako bi bilo pa potem, ko bi to obveljavljalo tudi neke stvari glede korupcije in tako naprej? Ja, no, prvič, zdaj to vprašanje bi bilo bolje nasloviti neposredno na tistega, na katerega se nanaša, vendar bom tudi to povedal, namreč ta postopek še ni končan. Gre za to, da je vlada oziroma predsednik vlade dolžan nekaj storiti in v tej zvezi je bilo tudi na računsko sodišče naslovljeno pismo. Poleg tega pa je še nekaj potrebno vedeti, da predsednik vlade ne odstavlja ministra, ampak lahko samo predlaga. Tako da v tem primeru je šlo tudi za odločitev računskega sodišča, ki verjetno ni bila usmerjena na ta pravi organ. In zdaj, če se govori o predlogih za zamenjavo ministra, se tudi natančno ve, kdo in na kakšen način lahko ta predlog vloži, poleg predsednika vlade. Tudi kvalificirano število poslancev in tako naprej. Vendar pa ne glede na to vprašanje, ki še ni do konca razrešeno, pa to ne pomeni, da zdaj, če se zadeva v zakonu prenaša na en organ, da bi se lahko na ta način kakorkoli povezovalo s tem konkretnim primerom. Nima to nobene neposredne povezave. Želimo strani državnega zbora sprejeti neko ureditev, nek sistem, ki bo pač veljal na tem področju. In smatramo, da je ta sistem dobro zasnovan. Kakšna bo pa usoda v končni fazi, to pa vam ne moram povedati. Gospod Kovačič, če se lahko vrnem s to teorijo, ki sem prej govorila, da bi zakon v bistvu vseeno padel, a vam se zdi ta teorija realna? Mislite, da je realno, da se bo to na koncu res zgodilo, da zakon v bistvu pade in da se potem dovolitev ne na referendumu ne bo podrugače o tem? Jaz bi še enkrat vas spomnil, da zelo težko bi predvideval ali pa celo napovedal, kaj se bo zgodilo in vzroke za to, ali pa da bi celo bil načrt tak. Ne, načrt je, da se zakon sprejme. Kakšna bo pa odločitev na podlagi nenazadnje tudi ocene nekega dejanskega in političnega stanja v prihodnje, to pa vam ne morem povedati. Lahko pa zagotovim, da bi bilo škoda za to, da ne bi bil zakon dejansko tudi sprejet, ker smo prepričani, da je zakon potreben in dober. Mogoče samo še to, v Desusu so danes povedali, da ne bodo več podpirali referenduma o pokrajinah, kar pomeni toliko glasov manj koalicije. Se bojite kakorkoli, da tega referenduma na koncu ne bi bilo? Poglejte, jaz bi tako rekel, čeprav zdaj mogoče ni to čisto moje področje, ampak v načelu težko sprejemam zavračanje nekega referenduma, če je bila zahteva za ta referendum o nekem vsebinskem vprašanju vložena v skladu z vsemi regulativami, ki na tem področju veljajo. Tako da se čudim eni taki odločitvi ene politične stranke, kajti gre za projekt, ki je izredno pomemben za državo, ki je izredno pomemben za lokalni nivo upravljanja države,
ne nazadnje tudi za lokalno samoupravo. In če se v tako dolgem času, kot pač se je ta proces odvijal na tem področju, zadeva ne pripelje do konca, potem mislim, da je naravna pot, da se neko zelo pomembno vprašanje daje pač ljudem, da ne da odgovorijo na to vprašanje. Gospod Kavačič, če bi tehtali referendum za pokrajinni referendum za ukinitev protikorupcijske komisije, kolikšna teža je, recimo procentualno gledano, enega ali drugega? Ja, referendum o pokrajinah mislim, da ima, glede na to, da je sistemski zakon o tako pomembno vprašanju, kot je upravljanje države, na bistveno višji ravni, če bi pač primerjal težo enega in drugega za Slovenijo in za pač vse ljudi, ki se jih dotika zakonodaje. Hvala. Prosim.